Pozdravljeni. Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v 6. čut. V tej epizodi Miša Margan. To, kar sem danes doživela, si nisem znala predstavljati. Neverjetni šarlatanus Maximus in Feri Lainšček. Kako berete zdaj? Iz moje glave? Miše Margan se večina spomni kot prve slovenske sanjske ženske. Danes je mamica, voditeljica, novinarka in modna koreografinja. Ujel sem jo v studiu Foto Tatjana, kjer se je prepustila spretnim prstom vizažistke Mateje Naberšnik in mirni roki fotografinje Natalije Jelušič. Pomislite vsaka na svojo srečno številko. Misli vsaka na en simbol, en abstraktni simbol, lahko je to recimo krogec, kvadrat, zvezda, naprimer plusek, tri črte, skratka en ta preprost simbol si tudi predstavljaj v svojih mislih. Jaz bom poskusil uganiti, če bo šlo prav, jaz ne vem, no, ampak poskusil bom. Predstavljaj si svoj simbol na veliko med nama, pa eno število, misliš na število, moje slikarske sposobnosti so zelo katastrofalne, no. Primi malo, drži malo, ne še pogledati. Tvoja srečna številka je dvomestna. Je, ne? Ja. Okay. Eno število je sodo, eno je pa liho, ker je dvomestna številka, je res, ena je soda, ena je pa liha. Okay, poskusil bom, mogoče ne uspe, ampak poskusi si še predstavljati simbol. Med nama to je en zelo preprost simbol, mislim, da poskusil bom, mogoče gre, mogoče ne, no. Mislim, da si zelo romantična oseba in mislim, da jaz bom poskusil tako, pa tako imam en občutek. Kam rada hodiš na morje? Samo da je. Kamorkoli? Ja. Okay. Jaz bom poskusil nekaj tak. Jaz sem imel sicer občutek morje, no, ne vem zakaj, ampak morje, poskusil bom, mogoče ne uspe. Dobro, ampak izvoli, ta je za tebe. Zdaj, vsaka si je zamislila en simbol in vsaka si zamislila svojo srečno številko. Lahko kakorkoli je varianta, da lahko vem. Ne, res ne. Ne, res ne. Ok, mi lahko veš tvojo srečno številko? 5. 5. Ja. 5 je tvoja srečna številka in simbol, na katerega si mislila, je pa je zvezda mogoče. Zvezdica. Daj poglej, kaj imaš. 5 sem že videla. Nisem ravno slikar, ampak... Lušno, je. Miša, katera je tvoja srečna številka? 23. 23? Ja. Pa na kateri simbol si mislila? Plus, oziroma križ. Aha, lahko pogledaš, kaj imaš? Kaj si že? A daj. Ja, glej to. Mateja? Čakaj, vse vidiš v glavo? Skoraj. Tega pazite zdaj. Mateja, ti si bila letos na morju, jaz sem imel občutek, da si izbrala morje, zato sem videla 3 valovite črte. Ja, se zdi, ja. Lahko pogledaš, kaj pa srečna številka tvoja? Moja? 8. 8. Daj pogled, kaj imaš. Kaj si že? Ok, 8-krat grem na morje, hvala. Gledalci verjetno ne verjamejo, ampak ni variante, da bi on videl, kaj smo se misle, pa številke tudi ne, tako da jaz sem presenečena. Za moje še moji ne vejo, ker je srečna številka. Da ne morem verjetno, da si me prestrašil.
En podpis na to karto gor, kar Nič izvoli. nam bomo karto? Ja, Dobro, ja, kaj pa? karkoli želiš, lahko napišeš. Evo. Srček. Srček. Ok, lepa, ok. Pa še damo kaj M, kot Miša. V redu, tak? Tako, lahko malo pridržiš, prosim. Srce M, srce Miša. Ok, dama, malo jo bom zložil. Tako. Tako. Ekola, lahko malo pridržiš. Jaz imam pa eno, sicer moja karta je pa rdeča. Dobro, ni ravno kriv. Ja, veš, da sem mislila kara. Si mislila kara Ja. tudi? Glej, to bom pa jaz označil. Tako, ta bo pa moja karta. Pa napišem jaz, recimo, en S, tukaj, tako. Okay. Aha, pokrovček imam jaz. Pokrovček, tako. Tako, Karino dvojko pa dobim jaz. Tako, malo jo zložim. Tako. Ekola. Zdaj, Miša, ponoviš za menoj. Ja, Tak, se lahko stavimo malo tako en proti drugemu, ok? dobro. Pa me poglej. No, kaj je? Katero karto imaš ti? Ti si podpisala križevo šestko, Ja. pa je srce M smo napisala, ne? Jaz pa Karino dvojko, ne? Ne pa daj. Kaj pa imaš ti? Ne pa ne, no. Kaj? Ne pa daj. Pa daj. Kak? S poljubom. Telepatskim. Aj pa daj. Prav sem jo držala z mi skupaj, ni variante. Za konec pa še narediva en fotosession. Aha. Želiš primešati? Ja, daj. Ok, Se res kar nisem izvoli. ravno, jaz Pa ne, sem se bolj toliko sam, veselica. da ti nisem nekaj prištimal naprej, a ne? Dobro. Glej, jaz ti takole spustim in kjerkoli želiš, reči jasno in glasno stop. Stop. Tukaj, a greva naprej? Ja. Želiš tu? Ne, ja, v redu. Ok. Poglej karto, jaz ne smem gledati, ker vzem jo. Dobro, jo držim. Imaš telefonček, fotoaparat pri sebi, telefonček, ok. Probaj si predstavljati tvojo karto med nama, probaj mene slikati. Mene slikati tako nekako doprsno. Ja, pa karto zraven. Ne, samo mene, tako, čakaj samo malo tako, pa si predstavljati svojo karto med nama. Ok, Ja, dobro. ker slikaj. Slikam, čakaj. Damo še mi to, tak, ja, slikam, čakaj. Evo, haha. Si slikala? Ja, čakaj. Lahko gledamo. Ne smem grdo reči, ampak Da pa. jaz ne morem verjeti, kak. To je tvoj telefon. Ja, to je moj telefon, ja. Gled, zdaj pa vam pokažem samo malo še eno sliko prej, ne, da boste videli. Vidite? Ni? Potem sem ga pa slikala. Kak je to možno? Ne morem verjeti. Kak? Dobro, se vem, da čarovniki oziroma ne razkrivate vaših skrivnosti, ampak to bo verjetno ostal moj srček za vedno. Nisem verjela, vedela sem, da je magija širok spekter, ampak to, kar sem danes doživela, si nisem znala predstavljati, sploh ko ti triki s karto, ko si misliš, ja, ne, ampak pol, ko razkrije skrivnost oziroma s karto, ko mi jo je dal v ustih sem imela karto in pol je bila to v bistvu njegova karta in zdaj ta trik z izbrano mojo karto in še fotografijo na telefonu, magija res dopušča neverjetne globino in širino. Tako da, dragi gledalci, uživajte v čarovnijah, ki vam jih Sebastian daje in upam, da ga gledate še prihodnje. Na gradu Negova sem na pogovor povabil slovenskega pisatelja in pesnika Ferija Lajnščka. Mojster pisane besede se je na povabilo z veseljem odzval. Njegova poezija in proza sta zares čarobni in zame je Feri eden redkih pravih čarovnikov.
Prej smo malo čakala in se pogovarjali tudi o čarovnijah in ste omenili, da ste tudi sam kot otrok se srečal s čarovnijo in tudi se kaj poskusil v tem? Ne, zelo sem se trudil pravzaprav kot otrok. Ne. Tudi nekaj trikov sem vedel izvesti. Ne. Zdaj sem verjetno že pozabil, tako, ne, ker so terjali neko ročno spretnost. Ja, ročno spretnost. Kakšne ste pa kaj imeli odzive od gledalcev? Sem imel trik z vrvjo, tisto, ko se pač navija in se prereže in je potem spet cela tam je uspel in je učinkoval. Super. A zdaj, ko smo ravno pri triku z vrvjo, mislim, da je v enem od vaših romanov je ravno zgodba o tej čarovniji, a ne? Trik z vrvjo. Ja, Trik z vrvjo je roman o eni varietejski skupini in o tem čarodeju iz cirkusa pravzaprav, ki izve, da je razpisana nagrada za tisti znameniti trik, ki ga ne ve več nihče ponoviti, se pravi za trik z vrvjo. Kako trik izgleda, se mi zdi, da vam je znano, ker običajno vsi, ki se s tem ukvarjate, poznate ta trik. Ne? A to govoriva o tistem o tradicionalnem indijskem triku z vrvjo, kjer je efekt ta, da se vrv vrže v zrak in vrv ostane, a ne? In potem vajenec odide po vrvi gor in izgine, čarodej spet zvije vrv in je to konec trika. No in to je začetek moja enega romana, Trik z vrvjo, ki tematizira pravzaprav to, s čimer se vi ukvarjate. Vi ste odrasli na Goričkem. Kakšen je vaš spomin na to otroštvo? Ja, jaz sodim med ljudi, ki nosijo v sabo zelo lep spomin na otroštvo. Čeprav je moje otroštvo bilo polno revščine, pomanjkanje vsega, sem živel v okolju, ki je vse to nadomestilo. Imam pa tudi neko mnenje oziroma neko misel, ki me celo življenje spremlja. Namreč nekje sem zasledil nekoč, da v bistvu tista prva leta življenja, tam do 6. leta, nas zaznamujejo za vse življenje s tem, da takrat dobimo očala, skozi katera celo življenje gledamo na svet. Takrat se odloči, ali bomo rekli, da je kozarec polprazen ali polpoln. Skratka, in jaz sem očitno dobil ena lepa očala v tistem odmaknjenem kraju tam na Goričkem. In ne boste verjeli, spomnim se še tistega obdobja, ko sem hodil po štirih, mi je ostalo nekaj prizorov in ostal mi je prizor, kako me je mama dojila in sem potem to kasneje tudi nekako raziskoval, ker se je zdelo neverjetno in res dojila me je do 16. meseca. In jaz sem se spomnil, da sem jo rad ugriznil in mi je mama to potrdila, da je bilo tako. Tako da očitno mi je uspelo priti zelo nazaj, kar je verjetno tudi logično, ker če se ukvarjaš s pisateljevanjem, se na nek način zmeraj ukvarjaš tudi z neko regresijo, z nekim vračanjem, podzavest se aktivira na en drug način. Jaz sem sicer tudi Jungovec, ne, se to je splošno znano in tudi Jung mi je pomagal verjetno, da vem to svojo notranjost ali pa to svojo dušo nekako pogledati tudi iz drugih plati, recimo. Ja, res je, ker vez, tudi ko ste omenili dojenje, je vez z materjo, je tista osnovna, tista prvobitna vez. To itak, pa zmeraj ti od tega nekaj ostane, ne. Mogoče tudi neka prapodoba ali nek arhetip prsi, ki jih potem celo življenje iščeš, ne. Mogoče so mi ravno take prsi všeč, kot sem jih imam v tem spominu, saj ne veš, ne. Ja, res je. Ampak to je del našega življenja. Prej ste mi prinesel 2 knjigici, ki sta, lahko več poveste, kaj o njima, prosim? Ja, sta knjigi, ki jo lahko nekomu stisneš v dlan. Gre v obeh primerih za ljubezensko poezijo. Tale je napisana v slovenskem jeziku, tale pa ne boste verjeli v prekmurskem jeziku. Odlično. Tako knjige, ki jih lahko nekomu stisneš v dlan. Zelo lepo. To je v bistvu nova stvar, to je šlo... Ta je novejša, prekmurska je novejša, ta pa mislim, da je od lani, ampak zelo nove so, no. Jaz bi rad en poskus naredil, pa lahko priznate, da torej ne gre ni za dogovor, vi ste mi te knjige malo prej pokazal, sploh jaz nisem vedel za njih. Zdaj, katero želite? Kar eno mi pokažite. Bi kar tole izbral. Ok, izvolite. Pa bom jaz takole po knjigici spustim
pa me boste nekje ustavili, nekje na eni strani. Ja. Ker takole spustim, pa kjerkoli želite, rečete stop. Ja, stop kar, dajmo. 34, 35. 34. Ja. Mi lahko odprete vašo knjigo na tej strani. 34. Ja, 34, 35. Ja, 34, Ja. 35. Neč mi ne povedati, prosim, ampak seveda ne gre za enako vsebino. Res, Ne gre za enako vsebino, ker so druge pesmi objavljene. Tako. Je to sredi pesmi, ali je slika, ali je začetek pesmi? To je kar naslov pesmi, pravzaprav je skoraj cela pesem, ja. Aha, ampak je naslov pesmi. Torej Naslov pesmi je se na tej začne. strani, na 34 strani se začne naslov pesmi. Dobro. Feri, potem vas prosim, da sem tako z očmi preletite tole pesem. Celo, tudi verze? Tako, neč mi ne povedati, sam preletite tole pesem, ja, vse na tej strani ali pa na naslednji strani. Si lahko izberete eno besedo od tukaj. Karkoli lahko vam kaj posebnega pomeni, lahko je pa naključna beseda. Meni povedati besede. Eno besedo se bom izbral in sem si jo že izbral. A je ta beseda, ki ste si jo izbral, je to kot, jaz sem občutek, a je to kot, ni to kot nek predmet, a ne? Ni predmet. Je bolj kot nek pojem? Ja. Je to kot letni čas? Ne. Dobro. Pa je mogoče v tem verzu letni čas? Ja, v verzih so letni čas. Ja, ampak je v tem, ki ste ga izbral, je letni čas? Jaz sem izbral naslov. Iz naslova. Ne? Tako da je pa seveda spet šlo je poletje. Letni čas je bil tam? Ja, aha, okay. Pa potem je še... A je to zgodba o enem fantu, ki je glasbenik, pa ima kitaro? Ja. Je? Ki nima... Aha. Je kitara, torej, v verzu? Ja, seveda je. Res? Ja. Kako berete zdaj? Iz moje glave ali? Se skozi se ne vidi. A je še zgodba o strahu? Ja, na nek način, ja, to je vsekakor verz. Je tudi tukaj? Ja, je tudi tukaj. Je na isti strani? Ne, je bil pozneje? Ne, pozneje. In sanje, nekaj tako ima meni pribliskno, da gre o fantu, ki je glasbenik, ki igra na kitaro, ampak ta kitara je nema, ne prihaja nič ven, pogreša svojo drago, s katero je preživel nek čas, ampak zdaj nista skupaj, ampak gre za en strah tukaj, ne vem točno, ampak ja, to je moj vtis. Gre za to, ja, da se ona vrača in da ga bo to spremenilo, ne? Da čuti, da ga bo to spremenilo, ta njene vrtitev. Vas lahko prosim, mi lahko preberete pesem? Celo? Če ni... Spet šlo je poletje, le jaz sem ostal, sem nosil kitaro, pa nisem igral. Na mojih si dnevih nabiral je prah, ti spet si prinesla ljubezen in strah. Prišla si kot ptica, ki dolgo leti, nihče te ni čakal na robu noči. Ostala sva sama in daleč sva šla, samota je tvoja ob moji bila. Imela si solze in zvezde v očeh, skrivnost je ostala na tistih poteh. Prinesla si sanje in čisto srce, to jutro mi dalo je drugo ime. Sanje sem čutil, čisto srce, drugo ime ste si izbral, drugo ime. Ja. Super, vaša poezija čudovita. Ja, ampak res mi je zanimivo, da ste poezijo, kjer je najbolj, bi rekel, taka neotipljiva, da ste jo pač prebirali zdaj tu, kakorkoli že. Moram reči, da sem se počutil zelo prijetno in zelo všeč mi je bilo, da so naredila eksperiment s poezijo, ker jaz zmeraj trdim, da poezija je v zraku povsod okoli nas in vi ste zdaj dokazali, da dejansko je in da se jo da brati tudi iz prostora.